gledalci in cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Ja, po dobrih 2 mesecih se ponovno vračamo na male zaslone. Jaz sem zelo vesela, da se ponovno vidimo. Moram priznati, da sem že pošteno pogrešala dobro domačo slovensko narodno zabavno glasbo. Ja, verjamem, da je tudi pri vas tako in da bo tudi danes v vaših domovih odzvanjala dobra slovenska glasba. No, v teh dneh želimo predvsem v vaše domove vnesti dobro voljo, pozitivno energijo in pa seveda dobro glasbo, kot sem že na začetku omenila. No, vem tudi, da ste v preteklih 2 mesecih veliko svojega časa preživeli v krogu svoje družine, v krogu tistih, ki so vam najbližji in ki jih imate najraje. No, kako shajati in kako shajajo člani današnjega ansambla, bodo povedali sami v nadaljevanju, saj jih stkejo oziroma družijo posebne vezi, to je družinske. Sedaj pa z velikim veseljem na našem odru pozdravljam člane družine Ferme. Stopala skozi gaj, stisnil je njeno dlan. Sonce izgubljalo je sijaj, zadnji poletni dan. Trava mi je legla, nežna megla,
srcu obima lep je ostal zadnji poletni dan. Kaj ti je draga, kaj zdaj jih tiš, na obrazu solza. Reci, povej mi, kaj si želiš zadnji poletni dan. Z mano ostani, bodi z menoj in ne odhajaj stran. Spivam ljubezni, skupaj opoj, zadnji poletni dan. Z mano ostani, bodi z menoj in ne odhajaj stran. Spivam ljubezni, skupaj opoj, zadnji poletni dan. Dolge noge kikalca, ki skor nič ne skrije, s tem se deklica baha, s fantom norce grije. Dolge noge v svet želja, nudijo mlade fante, lepa mlada deklica pa se le smehlja. Ko lepa punca mimo gre, rad jo pogledam pod noge, pa jo požiram kar z očmi in od želja srce zdrhti. Ona gre dalje ne zato, da mi zmešala je glavo, da bi življenja svojega dal, da bi pri njej sladko zaspal. Slego prej, čas bo svoje rekel, čez noge je dolgo krilovo obleke. Zdaj pa je res dekle lepa, zapeljiva, da za njo pozorno samo se ozre. Ko lepa punca mimo gre, rad jo pogledam pod noge, pa jo požiram kar z očmi in od želja srce zdrhti. Ona gre dalje ne zato, da mi zmešala je glavo, da bi življenja svojega dal, da bi pri njej sladko zaspal. Da bi življenja svojega dal, da bi pri njej sladko zaspal. Ja, kar ne morem verjeti, da smo bili 2 meseca doma, da smo jih preživeli v krogu svoje družine. Saj veste, kako pravijo, družina je primarna in osnovna celica, ja, tam se življenje začne in tudi žal konča. No, pa pustimo te podrobnosti ob strani, ob meni je gospod Gotthard Ferme. Torej, gospod Ata, če vam lahko takole rečem, s katerimi člani si vi delite oder? Vaše družine se. Ja, da jih predstavim. Tako, tako. Ja, člani naše družine smo normalni. Ta prvo jaz, pa moja žena Tako, Zdenka, ne, tako. da so kriva, da so te trije prišli na svet. In leta 1985 se nam je ta prvi nama pridružil v družini Anže, ta na kitari.
Skodrani, sicer že imajo plešasti ratov, zdaj, ki je že star, ne. Fotar še ni star ratov, sin je pa že. No, evo. No, pol čez nekaj časa, to se pravi 3 leta po letnicah, se nam je pridružila damica, ki je ime Monika, na kitari, na bas kitari, pa na harmoniki in poje in pa še kaj bo, kaj pa sem, vse sorte počne in tudi zelo dobro skrbi za naraščaj. Odlično. Slovenski podmladek ima že 3 otročke. Bravo, Tako bravo. je, ne. Lahko je malo zaploskajo ljudje doma. No, potem leta 91 se nam je pa pridružil še Kristijan in tako smo postali in vsi so hodili v glasbeno šolo in privat, No se in- učili frajtonarco. In kodar so hodili po tekmovanjih, so stalno spraševali, kaj pa če bi vi nekaj skupaj zaigrali, kaj pa če bi vi nekaj skupaj zaigrali, pa smo pa zaigrali s 4 harmonikami skupaj, tudi nocoj bomo to pokazali. Ampak so se pa najdli tisti vmes, ja, kaj pa če bi še se kdo naučil kakšen drug inštrument, pa bi postali ansambl, no in tisti kaj, če bi in veliki Čezmaran te nekaj sprašuje, se je Kristijan naučil bas kitare, Odlično. pa potem baritona, ki je tudi šel v glasbeno šolo Zagorje študirati. Monika se je potrudila in se je naučila bas kitare, poleg harmonike. Anže se je pa zagrizel v kitaro in tako so ratali, ko bi rekel, naši mladiči, ki so znali malo več inštrumentov. Odlično. No. Torej, vemo, kako se je začel vaš sestav, družinski sestav, seveda. Zdaj pa mene zanima, prej ste že omenili vašo ženo, vašo soprogo. Kako ona gleda na vse skupaj? Verjetno vas je na tej poti spodbujala, vas usmerjala, vam stala ob strani, verjetno vam je prala oblačila, likala. No, tisto dela še danes. Odlično. Potem pa en velik poklon tudi mamici, a ne? Ja, seveda, oziroma seveda. vaši Tudi soprogi. smo vozili po tekmovanjih, vse 3 na ta harmonikarska tekmovanja, so včasih tako zelo glasna. Je zmeraj hodila zraven in doma, lahko rekel, trpela, da so se učili, pa se veš, pol pa so sponi, pa paci, pa solze, pa ni šlo, pa bo šlo, če danes ne jutri, če jutri ne pa drug teden, ne. Moram reči, z vsega tega niso bila lih prav sitna, pa da bi zelo žnarala, bi temu rekel, da bi se morajo učiti, ampak sami od sebe, tudi med seboj so se malo spodbujali, izzivali, da so vse tisto, ampak največje uspehe med vsemi je pa dosegla naša Moni. Ne bom ga omenjal, da ne bo se grdo slišalo, ampak smo prišli enkrat v Besnico pri Kranju in je tam en sotekmovalec pripeljal svojega sina in stop sin ven z avta pa pogleda tako čez avtomobile, ki je bolj visok, pa prav, danes je pa Monika prišla na tekmovanje, pa jaz ne morem zmagati. Odlično. No, recimo, pa še kakšna taka cvetka. Torej ste res ponosni na vse 3 Ja, vaše zakaj pa ne boš? otroke? Ja. Moram reči, da smo imeli tudi smolo v življenju, da smo imeli tudi četrtega, ki bi tudi z nami igral, pa Bog pomagaj, ga je Bog sebi vzel, bi temu rekel, in ga ni, in smo mu tudi posvetili en komad, ki ga bomo nocoj zapeli, Beli golob. Tako se zgodi, tako življenje poteka, ampak smo tisti, ki smo veseli, upajmo še vsi zdravi, ne? Recimo to si lahko jaz potrkal nekje, ker sem že malo starejši. Lej, radi se imamo, prenašamo se, seveda se tudi skregamo. Tako in Normalno. pozitivno zrete Moram naprej. pa reči nekaj, ne? Kar sem že velikokrat rekel. Glede na to, da je v Sloveniji vse po dolgem spričkano, skregano, bi včasih bil vesel marsikakšen starš, da bi s svojimi otroki lahko prišel skupaj na oder, da bi sploh z njim šli, pa bi se sam pripogli, pa dol šli, nič špili ali pa nič peli. Tako. Ali bi bili sploh zmožni? Če bi to lahko skupaj spravili. Ja, se strinjam z vami. Vsekakor bomo v nadaljevanju še poklepetali s člani družine Ferme, sedaj pa si privoščimo en videospot. V nadaljevanju bomo povedali tudi, kako je zgrajena harmonika, zato le ostanite z nami. Zadnjič rekla mi je moja žena, poslušaj ljubi možek moj, za Abrahamom kmalu bom poročena, bliža se okrogel praznik tvoj.
ji odvrnem, da se ne sekiram, če Abraham me že lovi. Saj že žuco se organiziram, ki razpravi so prijatelji. Abrahamu se ne dam, vsak dan znova z glasbo si polepšat znam. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. Abrahamu se ne dam, vsak dan znova z glasbo si polepšat znam. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. Ponosen očka sem in mož, žena, dva sinova in deklina, so pri poslu glasbi mi v pomoč. Še vedno luštnega rad kaj pogledam, še vedno v srcu je pomlad. A od zore do mraka pridno delam, tisoč me stvari ne spravi spat. Abrahamu se ne dam, vsak dan znova z glasbo si polepšat znam. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. Abrahamu se ne dam, vsak dan znova z glasbo si polepšat znam. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. Abrahamu se ne dam, vsak dan znova z glasbo si polepšat znam. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. Ja, sedaj pa se mi je pred tole našo domačo hišo pridružil Anže, sin prejšnjega sogovornika, ki je bil malo prej še v moji družbi. Lepo pozdravljen tudi ti tukaj v našem studiu. Tudi ti si član družine Ferme, kot smo že slišali, in pa tudi član družinskega podjetja, če se ne motim. Ja, tako nekako. Jaz sem ta starejši od otrok pri hiši, pa dejansko tudi tisto, kar zdaj nekako na plečih nosim to, kar delamo. Tradicija, ne? Tako naprej. Torej, pri nas še nismo nikoli v naši oddaji povedali vam, gledalkam in gledalcem, kako je zgrajena harmonika. Danes pa boste lahko tole premierno tudi videli. Z Anžetom bova tudi o tem poklepetala. No, na vaši spletni strani sem zasledila tale zapis, kjer se na enem mestu združeni znanje, tradicija, izkušnje, zvestoba, glasba in pa slovenska družina. No, zanima me, kako se je pravzaprav začela vaša zgodba za izdelavo harmonik? Ja, kar se tega tiče, sva zatam dejansko prej on kot jaz, ker sem bil še malo mlajši takrat. Včasih smo delali že določene sestavne dele, razne vezane plošče, pa tako za določene proizvajalce. Potem sem pa jaz bil v srednji šoli in nekako je prišel v 5. letniku, kaj narediti za zaključni izdelek mature. To je bilo tako, nekako smo igrali vse, harmonika je bila domač inštrument, vse, kar je bilo nekako najbolj pri srcu, bi rekel. In pa lata prav, kaj pa če bi ti harmoniko naredil? Sem nekaj davar je harmoniko, nismo nikoli nobene, igrali smo, pa razdaril si jo tudi že kdaj, ampak ne veš, kako je narejena. In potem smo nekako s pomočjo nekoga, ki je malo, smo narisali, načrte naredili in sem jaz naredil za maturo ohišje harmonike. Kompletno, kar se lesa tiče, vse sestavne dele. Potem svojega prijatelja, ko je pa to delo naprosila in nam je še skompletiral, tako da tista harmoniko imamo tudi s seboj in igramo skozi na njo. Odlično. In to je bil nekako povod, da smo mi začeli delati harmonike pod svojim imenom
samostojno in to je Pod to, ne. imenom lahko še mogoče poveš? Pod imenom Goti, to je pač skrajšano, ko kličejo našega očeta Goti, ki je Tako. Gotthard, ne. Tako. Odlično, mislim, da je zelo zanimivo ime in poznano tudi ljudem. Ja, dejansko kjerkoli v Sloveniji nekako rečeš Goti, pa če ne druga, če ne poznajo, pa rečejo, to sem pa že slišal, ne, to pa nekaj Tako. posebnega. No, nobena ni lepša kot moja, ne? To sem tudi zasledila na vaši spletni strani. Res je, a ne? Ja. Bi se tudi jaz s tem strinjala, ne? Mislim, da ne velja to zgolj za partnerko v partnerskem odnosu, ampak tudi seveda za harmoniko, ne? Vsak želi imeti lepo harmoniko. Tako. Še posebej pa, če je združena s kvaliteto, kaj ne? Ja, mi z očetom smo tak, ne, nobena je lepša kot moja. Mi imamo nekako harmoniko takšno, kot si človek zaželi. Pa še kakšen kliče, ja, pa imate kje na zalogi? Nimamo. Dejansko harmonika na zalogi je redko kdaj, razen če kakšno v računu vzamemo ali pa kaj takega. Pač pa rečeva, pridite ali pa si narišite, skicirajte, kaj bi imeli, z kakšnega lesa, za misel, ali pa imate doma les, ne. Tako. Pridite in bomo z tistega vam naredili tako, ki je vam pogodo, čim bolj vse približali, kar je izvedljivo narediti, a ne. Odlično. No, evo, zdaj pa mislim, da je čas, da nam predstaviš ti harmoniko, kako Ja. pravzaprav je sestavljena, kaj vse potrebujemo za dobro in kvalitetno harmoniko. Tako, tole dejansko sem jaz od mojega brata harmoniko na hitro malo razdelil, tako da je malo me je čuka zgledal, ampak dobro. Harmonika je tako narejena iz prim dela, sprednjega dela, ki je sprednja tipkovnica, meha, ki je vmes, da imamo dejansko harmonika funkcionira, pa basnega dela. Če to povem, recimo ta harmonika je iz starega oreha, ko je bil za Puškina kopita les mišljen. In je lastnik že, ko ga je imel ta les, je 50 let pokojen, ampak je njegov sin nama ta les dal in rekel, da je naredi ta harmoniko. In dejansko sva naredila za njega eno harmoniko, pa eno ima naš Kristjan. Tako da je to. Več pa, recimo, mi mehove, ko delamo, ne, če že pri tem začnem, mehove je naša mama dela, večinoma. A res? Ja, No, tako da evo. dejansko je res čist, bi rekel, vsi prhišniki pripomoremo. Mehove naredimo sami, slika v mehu, pač kakršno si človek zaželi, tako lahko dobi, obrobe, vse, dejansko ni kupljen. Mi kupimo pač kovino, kakršnokoli že je, ne. Lahko malo pokažemo Ja, takole. seveda. Evo, bom malo pomagala. Takle. Odlično. Evo, Super. tle je taka luna noter, ki je naš Kristjan imel želje. take. Zasanjana. Tako, ja. Ja, tako kot je včasih. Ali pa tudi, ne. luna nagajiva, ne? Ja, kako se kakorkoli vzame. se vzame. Potem imamo recimo basni del. Basni del je sestavljen iz 6 velikih glasilk, pri navadni harmoniki 3 vrstni, ne? 6 basnih glasilk, ki jih tukaj s temi knofi pač odpiramo, in spremljevalna glasovnica, ki so pač akordi, ne? Imamo base in akorde in to je dejansko, kar se glasilk tiče na basnem delu. Na tej strani, ko se pa ne vidi, ki je zaprto, je pa notri mehanika, katere te tipke odpirajo te glasilke. Vse pač v spremstvu zraka, katerega z mehom ustvarjamo, ne? Na sprednjem delu prim je pa malo več glasovnic, ne? So pa glasilke bolj na gosto noter. Je pa dejansko tako, ko so tipke, odspredaj imamo tam pač 6 dodatnih gumbov, ampak vsaka tipka ima od zadaj 3 glasilke. Zapoje dejansko troglasje, velika harmonika, mečkene poma je po 2, tako in tudi tle noter je dejansko mehanika, katera odpira poklopke tukaj spredaj, da pojejo glasilke v eno ali pa v drugo smer. Torej, prej si omenil les. Ja. Je les pomemben pri harmoniki? Je, velik. Recimo ta harmonika, ko je z masive oreha, tudi starega, orang starega, ne, je drugačen zven, ne, ker so ljudje tudi probavali kovinsko narediti, pa z aluminija, pa vse živo, ne, ampak tisti ni harmonika, tisti, kaj bi rekel, ne vem, ko bi strune vlekel na kitari, ne, ena kovina, pa tak, že tukaj glasilke so recimo kovinske, ne, to se pač, to kupiš, to se ne da doma narediti, to kupimo v Italiji. Les je pomemben, no. Vidim tudi tukaj le gor neki bas spredaj, bas zadaj, 7. 2. 2017, CFB. Tako. Verjetno potrebuješ pri izdelavi tudi te podatke, zato da se kaj ne zameša. Pa to jih bolj dam zato, da recimo, kdaj servis delaš, ali pa kakšna gasilka se pač v nič Ukvarja. poškoduje, kakorkoli, da imaš označeno, ker se je že zgodilo, ne, sem že kakšno, so našo harmoniko imeli in so jo nesli ne vem kam in so jo prinesli nazaj pač še k nam popraviti in je bil meh v kolobarjen. Sem rekel, pa dobro, pa kdo pa to še raufal? Ja, nismo nič. Ja, kako niste nič, če vidim, a ne? Tako. Ker pač sem sam sebi nekako zagotovil, da vidim, če je kjer kaj počil noter, čisto tako po domače Tako. povedano. Pa tudi datum, da sej nekako znaš čez čas, recimo, ne vem, čez 20 let jo odpreš, če bi jo že mrskašno, sem že 15 let staro odprl, pa rečeš, dobro se drži pri teh letih, bi rekel, če nekdo veliko dela z jo, se pač izrabi tako kot avto, a ne?
Torej, kdor želi imeti novo harmoniko, pokliče in jo dobi. Ja, kakršno se zaželi. Po naročilu, les lahko prinesete s sabo. Evo, jaz imam doma veliko lesa, sicer sem ga mislila imeti za rušt, ampak mislim, da bi ga tudi za harmoniko lahko rabila. Ni rečeno, da ni kakšna taka vmes specifična rast, ko bi vam pa recimo na harmoniko pasala. Sam veš kaj, jaz moram se še prej naučiti harmoniko igrati. Ja, tudi to se da, saj če je volja, pa če se malo posluha, pa tudi če ga ni se da lihko naučiti. Veš kaj, jaz predlagam, da se ti kar pridružiš svojim članom. Jaz bom še kar malo tule počakala, malo bom si pogledala še, kako je harmonika zgrajena oziroma sestavljena. Evo, pozdravimo še enkrat z bučnim aplavzom, lahko doma vi pred ekrani člane družine Ferme. Kaj bi te vprašal, Kje si dobila ti oči? Tanke imajo čudno moč, gleda bi vanje dan in noč, gleda bi vanje noč in dan. tvoje lepote Vas pijam. Tanke imajo čudno moč, gleda bi vanje dan in noč, gleda bi vanje noč in dan. tvoje lepote Vas pijam. kaj bi še dvomil, Deklica, da te res ljubim iz srca. Srce mi moje govori, da mi brez tebe živeti ni, da mi brez tebe živeti ni. srce mi moje To vali. Srce mi moje govori, da mi brez tebe živeti ni, da mi brez tebe živeti ni. srce mi moje To vali. Pravijo, da to ni nič, te domače viže, da so se navaden kič, te domače viže. Ko jih glede zasrbi, pa se urno zavrti, ob kozarčkih se glasi, te domače viže. Kaj govori za domače viže, enim všeč so drugim ne, ti domače viže. Zna se pa vemeno le, da mi sežejo v srci, da imam jih rad nadvse, ti domače viže. Kdor ima jih rad kot jaz, ti domače viže, naj zapoje na ves glas, ti domače viže, naj odmiva od gora, čez deželo do morja, saj Slovenec rad ima, ti domače viže, saj Slovenec rad ima, ti domače viže.
tem svetu, preden odidem drugam. Spletam si gnezdo, ptica sem letu, svoje poti ne poznam. Dnevi in leta hitro bežijo, sreča sem, ker nisem sam. In kako ptice v jatih letijo, svoje najdražje imam. Beli golob, najmlajši od vseh, dvigne pogled, je v modrem nebu. Solz ni bilo njegovih oči, kot da zišal ga vabi nekdo. Beli golob, najmlajši od vseh, k soncu je sam poletel. Srci, ki so ostala na tleh, vedno bo prostor imel. Sonce v zatonu vabil njegov spomin, jaz pa na poti k novemu domu, kjer zopet sredem se z njim. Dnevi in leta hitro bežijo, sreča sem, ker nisem sam. In kakor ptice v jati letijo, svoje najdražje imam. Golob, najmlajši od vseh, dvigne pogled, je v modrem nebu. Solz ni bilo njegovih oči, kot da zišal ga vabi nekdo. Beli golob, najmlajši od vseh, k soncu je sam poletel. Srci, ki so ostala na tleh, vedno bo prostor imel. Vedno bo prostor imel. Včasih pred hišo sedim, mislih vračam se v moje življenje. Ali sem dal dovolj, ljubezni sem mojim otrokom. Vedno sem si želel, da bi v hiši ljubezen živela in da bi brez skrbi si srečo delili vsi. Delal sem dolge dni, da bi imeli vsega v izobilju. Časa pa ni bilo, da bi skupaj se večkrat smejali. Leta minila so in otroci so starši postali. Jaz pa se veselim, da ljubezen lahko delim. A zdaj sem pa dedek, solzami v očeh, vnuke razvajam, na licih je smeh. Je časa obilo, ga njim bom dajal,
sem zamudil, bom zdaj poravnal. Delal sem dolge dni, da bi imeli vsega v izobilju, časa pa ni bilo, da bi skupaj se večkrat smejali. Leta minila so in otroci so starši postali, jaz pa se veselim, da ljubezen lahko delim. A zdaj sem pa dedek, solzami v očeh, ponuke razvajam, na licih je smeh. Je časa obilo, ga njim bom dajal, kar prej sem zamudil, bom zdaj poravnal. Časa obilo, ga njim bom dajal, kar prej sem zamudil, bom zdaj poravnal. Ja, takole, ponovno smo nazaj v sredini narodno-zabavni oddaji Skupaj po domače. No, po tako imenovani korona pauzi se vam ponovno oglašamo v živo iz našega studia tule v Kisovcu. Ja, pa takole. Jaz upam, da nam bo pred poletjem uspelo še posneti 5 oddaj, sem si zapisala, držim pesti, da nas ne bo kaj presenetilo. Zdaj pa bi jaz rada še poklepetala z ostalimi člani družine Ferme. Z dvema sem že, čakata me še 2 člana. No, evo, bom kar tule najprej Kristjana vprašala, kako je sodelovati z ostalimi člani družine? Enostavno ti predstavlja to izziv, ti je kdaj to v napoto, v narekovajih? Kaj bi ti komentiral? Napoto se pravi, mogoče včasih rečeš, zdaj bi bil pa res doma, vikend je, imamo si službo, ampak ne vem, ker je družina, pol kar nekako gremo se, ta prvo greš s težkim srcem, bi rekel, pa tukaj uživaš, da bi rekel, pa grem še kar enkrat direkt, a ne? Ti je torej v izziv sodelovati z svojimi najbližjimi. Z veseljem. No, prav gotovo pa je, sem se spraševala, ker sem pisala tale scenarij, težko včasih ločiti družinsko in pa zasebno življenje, ne? Kako torej vi krmarite? Ja, v samem začetku se pravi, mi smo že kar precej več kot 10 let skupaj kot sama skupina, ne? Jaz sem bil še čist majhen. Ja, v samem začetku je bilo to tako, da nismo znali glih ločevati in ja, seveda kot družina smo se skregali in potem so pa šle tudi privat zadeve ven, ko smo imeli vaje. Potem s časom pa ugotoviš, da enostavno je to neka skupina, v katerem vsi uživamo v glasbi, ker pač se vsi ukvarjamo konec koncev z glasbo. In bolj vzameš poslovno, tudi če si kje rečemo, se pa malo nasmejiš, pa rečeš klinca, ne. Še zmeram na vajih, kakšnega tako spijemo na koncu za heca, ne, kakor mrskir benta, ne. Med vajem, ne, pola, ne, seveda. Tako da ja, imamo en tak prijeten, no. Pa kak narezek tudi pojete, Ata se je prej pohvalil, da ima v svoji kleti salame. Ja, naš Ata je strasten mesar, jaz, če bi še, on je drugače po izobrazbi strojnik, če mene vprašaš, on bi mogel iti za mesarja in ne vem, ker mu to gre, ker v tem uživa, ko gleda one salame in si reče, mater, evo, lej, to sem pa jaz predelal, a ne? Evo, mesarjev je vedno premalo, no. Tako, ja, tako da ni še izgubljen cajt, tako da je vse mogoče, a ne? No, evo, zdaj bi se še pa jaz malo pri predstavnici ženskega spola ustavila. Monika, slišala sem, da si že mati 3 otrok, torej si tudi ti šla po poti tvojega očeta in tvoje matere. Ja, jaz sem imela vedno v glavu zamišljen, da bom imela 3 otroke, po moje, to pač, ker smo bili mi 3 in
da morajo biti pač trije. No, in zdaj smo pač isto razmak, kar je med nami tremi. Res? Da, ja, Je bilo to načrtovano ali zgolj na ključje? Ne, načrtovano. Jaz sem rekla, da hočem imeti mlade otroke, ker potem, ko bom stara 50, bojo že vsi pri svojem kruh skoraj. No, evo, In jaz lahko uživam. mogoče pa je to s tem namenom, da bi rada sama imela še ansambl za svojimi otroki. Tudi mogoče kdaj, ne vem, lih ta večja hčera, da bi se učila harmoniko, pa ja, pa ne, no, tako da bomo videli. Lej. Če se bojo odločili, se sigurno spodbujam in kjerkoli inštrument, karkoli pač z glasbo, se mi zdi, da je za vsakega otroka nekaj dobrega, ena izkušnja, nekaj, da se tudi on nauči, da se mora pomatrati, da zna ustrajati in tako naprej, da je to ena taka dobra stvar. No. Dobra popotnica za življenje Tako naprej. je, tako. Kdaj skupaj zapojete, mogoče pri dediju, ko greste na obisk Ja, njemu? tudi skupaj, ja, pa Ata malo zašpila, eden skače po eni strani, en po glavu, en po drugi strani, glavna Ata uživa, kakor se da. Tako da je pestro, a ne? Tako, tako. No in kako je nastopati ti kot punca, še nekoč zdaj kot ženska v tej zasedbi, med člani istega gnezda? Te kdaj poslušajo, te ubogajo ali moraš si kar trditi svojo pot? Pa pri nas ni nekega, da bi, ne vem, skozi se nekako pogovorimo, no? Ni, da bi, ali bi bil en zapostavljen, ali en preveč, ne vem, ok, naš Ata je pač vodja, to bomo čisto vsi trije lahko rečemo, pač to je že imamo nekdaj, tako je, in, ampak se lepo pogovorimo, no, ni, da bi zdaj, da bi samo govoriti, pač, da lahko neki mnenje poveš ali pa karkoli, no. Sodelujemo lepo, no. No, saj veste, kako pravi rek, da ženska drži 3 vogale pri hiši. Ja, pustimo zdaj ta rek pri strani, ne bomo se preveč v njega poglobili. Naj spregovori glasba, bom rekla. Člani družine so se pa tudi že pomešali med sabo. Dobro si poglejte, kdo igra sedaj kakšen inštrument. Uživajte. Težava nema sto, Tudi da si manj že strah, ker vse iz tega bo. bi rada kaj šla v kino, na pico pa kot pir. Se to te bo zmešalo, ne hočeš biti mir. Mam samo prve štuki, pogled na čisto vse. Pa to je bilo tako mišljen, da vidite. Da svat v svoji sobi se kdaj igrala bi. Pa nekaj nekaj priden, naš foto čisto ri. Najraj imam našega Ata, ko solzne ima oči, ko čuti, da se punca v žensko spremeni. Tudi ti zagrab harmonko, 2 deci ga boš spil, naš hudga šajo strgaš, pač novo boš naredil. Nekam živčna, nadaleč vidi se. Praj to v roke primem, raztegnem stari mi. Ja, to dober kaže, ker foto gleda smih. Najraj imam našega Ata, ko solzne ima oči, ko čuti, da se punca v žensko spremeni. Tudi ti zagrab harmonko, 2 deci ga boš spil, naš hudga šajo strgaš, pa še novo boš naredil. Tudi ti zagrab harmonko, 2 deci ga boš spil, naš hudga šajo strgaš, pač novo boš naredil.
Kako nam je lepo doma, ker smo skupaj še. Pod v enem šopku zvezani, vsi smo kot rožice. Najlepši je večerni čas, ko zapojemo, kot da bili s pismijo, bil so našo vas. Kdaj bo še tako lepo, zdaj sprašujem se. Ko ptički v gnezdu zrastejo, se takoj razleti. Sedaj nam mama reže kruh, zdravje njen smehljaj. Nas jutrih nežno prebudi, v nov in srečen dan. Meni je v srcu ležo, saj kmalu pri nas ne bo. Pismi se več slišalo, pogrešali bomo jo. Toda naš ljubljeni dom še vedno v gnezdece, ki bo tolažil in grel naše srce. Še tako lepo, zdaj sprašujem se. Ko ptički v gnezdu zrastejo, se takoj razleti. Sedaj nam mama reže kruh, zlatje njen smehljaj. Nas jutrih nežno prebudi, nov in srečen dan. Meni je v srcu težko, saj kmalu pri nas ne bo. Pismi se več slišalo, pogrešali bomo jo. Toda naš ljubljeni dom še vedno v gnezdece, ki bo tolažil in grel naše srce. Ki bo tolažil in grel naše srce. Se ne boš vrnila, ker ti solzno je oko, tudi tebi je hudo. Ali nekaj ti povem, gre življenje svoja pota, da ljubiti te ne smem, to že dolgo, dolgo vem. Ko bi le hotela, midva bi se vzela, spet bi rada se imela, višjo bi pomlad cvetela. Ti pa me odklanjaš, le o bogatstvu sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Za slovo rečem tiho, le ti hvala, saj obima je bilo, vendar prav lično lepo. Ko odhajaš svojo pot, vidi z mano boš ostala, spomni kdaj se le nami, pa čeprav kjerkoli že. Ko bi le hotela, midva
da bi se vozila, spet bi rada se imela, višjo bi pomlad cvetila. Ti pa me odklanjaš, le o bogatstvu sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Le o bogatstvu sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Je takole, ob meni je ponovno idejni vodja ansambla Oče Gotarta, ne, če se lahko tako izrazim, s katerim bova spregovorila o še eni zadevi. No, tule ste mi pustili en koledar, hvala lepa, jaz ga bom obesila doma na eno posebno mesto, tako da hvala lepa. Ja, moram reči, ko sem slišal, ko sem se s tabo pogovarjal po telefonu, slišim od zadaj eno mlado dušo, da se nekaj oglaša. In sem rekel, če už da je imela problem, da ni nobenega, da bi ti otroka pomirku, pa nas poklič, pa imaš telefonsko. Ne? Evo, se pripeljem tule na Trojane. Pa ni, pa ne, samo jih tebi pripeljali. A v redu, evo, še boljš. Da bomo prišli otroke pomirkati. No, vas moram opomniti, da imam jaz tudi doma salame obešene, tako da bomo imeli kaj za jest pa za pit. No, se meni se ne skriva, da jih rad jem. No, evo, v redu. Ampak midva so zdaj tule za eno posebno priložnost, da boste vi predstavili nekaj novega, ste mi vi rekli. Kaj, kako, bom pa jaz kar prepustila besedo vam, ker nimam pojma, o čem boste govorili. No, bom zelo nekako, se ne vem, kako začeti. Ampak dobar je, se pač začneš. Sinom delava tudi harmonike, temu rečemo playback oziroma harmonike, ki same igrajo. Je notar SD kartica, ti tle imaš le na vrh ekranček, napoveš, pritisneš gumb in harmonika veselo igra in si veliki muzikant, če nimaš ne posluha, pa če nimaš nič. Če imaš sam veselje imeti to na ramenih in predvajati glasbo, v tem rekel predvajalnik v obliki harmonike. No, potem je pa naju bom rekel, izval en dol iz Posavja, domačini ga kličijo Slak. On je strašen ljubitelj glasbe. Ima tudi malo posluha, je pa bil cel življenje trdo delo, ima take trde prste in nekako se ni mogel, verjetno nijamo volje, naučil se je par komadov, rad bi jih znal pa več. Da je pa začel, ja pa jaz bi malo igral, pa kar pa ne bi znal, bi pa imel tako, da bi neki špilali samo, ne, in potem smo bili izzvani, kaj čmo. In so začela, glave so stakljala skupaj s sinom, pa začela razglabljati, kako v eni harmoniki narediti dva inštrumenta. Da harmonika lepo igra, tako kot vsaka, jaz bom zdaj mikrofon dal dol, pa bom pokazal, da je to res igra. Tako da se kakšen misel, da se hecam, harmonika je čisto navadna harmonika, ki igra. Potem so pa v to, ali pa v vsako harmoniko, ki jo človek že ima, lahko ugradimo ta sistem noter, da harmonika tudi sama igra, to se pravi ta playback, tudi sva že ugrajevala. In potem je prišlo do tega, da smo prišli do ideje, in se je tudi ideja med ljudmi prijela, da tisti, ki nimajo časa ali pa volje ali pa imajo preveč treme, da bi šli k učitelju, da bi se za njega čas vzel, pa nekateri se pač po notah ne bi učili in še veliko takih izgovorov bi temu rekel, je preprosto. Greš še nekomu, ki zna igrati, ti posname recimo na planincah
ali pa ne vem, mi se imamo radi, tiste preproste pesmi ali pa še kakšno bolj einfach in jo daš na to kartico, kot mobitel kartica, bi temu rekel. Ta kartica se vstavi v harmoniko in ti lepo sprožiš predvajanje te skladbe, Pritisneš play? pritisneš play, zraven se poučiš, iščeš knofe ali pa gumbe, pa primerjaš, kdaj se boš naučil. Mogoče ti še kakšen prstni red pokaže, kako roko postaviti gor, kje začeti, ampak komot se na to harmoniko naučiš doma. Če si vztrajen in tam, kjer je vztrajnost, je tudi pot in tudi zmaga. Jaz bom zdaj pokazal, kako ta harmonika zaigra in kako ti lahko zraven igraš. Je pa še nekaj. Tudi ti prihajaš iz muskontrskih logov. In če je nekdo ob 3 zjutraj, 4 zjutraj zmatran, da je kar krepno, ker vlečeš na suho, ker ni ozvočena pa ne vem česa, pač igraš eni družbi, pa ljudje bi pa prej sedijo ko lipovi bogovi, potem, ko vsak spije svoj Štefan, bi pa plesali do nezavest. Ja, ljuba Marija, imaš tle noter komade, pritisneš play, pa jim 1 uro ali pa pol ure že igraš na pamet, bi rekel, potem se pa malo spočiješ, pa jih razbijaš še s svojim igranjem. Odlično. In kako to zgleda v kombinaciji, bom pa jaz dal mikrofon na konec mize, pa bom pokazal. Odlično. Lahko spodbujaš, da me plesali, pa ploskaš, Ja, poslušaš pa zraven. ja, odlično, no. Jaz mislim, da so gledalci in gledalke doma zaplesali, zapeli ob tele lepi viži, deželica sonca in grozdja Ja, je bila. nisem vedel, katera bo. Zgodaj sem malo čakal, kaj bo ven priletel, ker ne uporabljam dosti tega in po številkah ne veš, kaj je in sem malo čakal, kaj bo. Drugače bi se lahko rekel za gledalce, gledalke malo bolj potrudil, da bi točno zadeval. Tako smo malo falili v začetku, ampak lej, motiti si je človeško. Če nič ne delaš, se tudi zmotiti ne moreš. Tako, res je, se strinjam z vami. Ja. Torej, tale harmonika je, vidim, da zelo dobra, no, odlična bom rekla. Odlična. Bom rekel, da pa naš hiš je že to velik, da vsi igramo harmonike. In ker, ko je harmonika narejena, jo dostkrat. Če je le čas pa možnost, ko gremo na eno igranje, vzamemo to harmoniko s sabo, da se malo prešpila, bi temu rekel po domače, pa tudi na koncu veš, kako dela. Da pa so dobre harmonike, bom rekel, lej, to je samo hvala, to ne smem jaz reči. To morajo reči ljudje, Tako. uporabniki. Tako. Seveda nekaj je. Pravijo, ja, pa to je ne vidim pri tem ansamblu, pa tam, pa bolj zvenečo, pa tako. Dragi moji, drage moje, denar moš imeti, da plačaš tiste, oziroma da jim daš zastonj harmoniko, pa s tvojo harmoniko igrajo in normalno, da bo s tvojo igrali. Ja, pa nas delamo z rok v usta, vsi živimo od dela, ne, nobeno ni poslano, ki je od Boga in so zadeve malo drugačne, ampak kamen na kamen palača, Tako. zrno na zrno pogača. Tako. Tako je tudi pri naši hiši in sem veliko bolj zadovoljen na ta način, ko pa da bi kar nekaj bilo, pa se pol, ko brikomo, ven mečemo in se imamo za ne vem kakve džekele, bo že prišlo. Če jaz ne bom doživel, ko imam že svojo zgodovino, pa ko briko, v glavnem sem že ta hud del dal skozi, zdaj bi probal njim pomagati, pa jim še nekaj smernic v življenju pomagati in stati ob strani, da bojo zmot imeli, čeprav se moraš naučiti na svojih grehih in Na svojih lastnih žuljih, pravijo. na svojih lastnih žuljih, ampak tako je. No. Ker upam, da me
pa sem prepričan, da me poslušajo, upam, da bo še od mene res še kaj potegnil, da bo še trajalo, pa da se še bojo kje. Jaz sem zelo ljubiteljica rekov in lahko vam rečem, da verjetno jabolko res ne pade daleč od drevesa. No, jabolke pod hruško težko pobiraš, razen če fejs breh, ne? Tako. In glede na to, da ste v Bregih doma, jaz vam želim, da še velikokrat vzamete v roke harmoniko in z veseljem zaigrate skupaj z vašo družino. Ja, pa tudi sam zelo rad zaigram. Recimo se zgodi kdaj, da čisto vsi grejo, da sem sam. In ne vem, jaz pravim tako, da bi šel, ne vem, televizijo gledate, pa ne vem, v gostilno piti, zaradi mene so ali pa niso, si vzamem harmoniko, si vzamem pesmarico za svoj 60. rojstni dan, sem izdal pesmarico, s neko 60 komadov bomo notar dali, ne. Pa 60 skup spravim, jaz sem rekel, ljuba Marija, saj še tu klepih, sem prišel do 120, Marija, sem rekel, pa saj še kar lepih, so še. Pa smo prišli do 180, pa do 240, no zdaj imam pa takolo pesmarico, se sam ne vem točno, koliko jih noter, pa mi je malo nerodno, da ti je nisem prinesel gešenk, pa jo bom kdaj dal, se bomo še kot videli. In tisto pesmarico vzamem in z tiste pesmarice bilo kateri list obrnem, znam, besedil sem že veliko, se veš, piškava glava, pozabil, melodije ti še kar ostajajo, in ko se vzdam pesmarico tam v kuhinji, na šank, imamo tudi šank, da se lahko družina nasloni in kaj popije, pa si zapojem čist sam sebi za svojo dušo. Ker si pa rekla prej, ne, si spraševala, sem poslušal, kako sodelovati eno tako prispodobo iz, ne vem, 5 let nazaj. Igrali smo tam nekje v Škofjeloških hribih, še bolj visoko, kot smo mi, in je bilo, dan se je naredil, ko smo nehali. Se peljemo domov, zmatrani, da smo komaj hodili. Pridemo domov, veš, kaj smo naredili? Liter vina, za šank smo se postavili, pa smo še tistega spili, pa smo šli pa spat. Odlično. Jaz verjamem, da vam prigod v vaši družini ne zmanjka. Čas nas priganja, zato si bomo pogledali še en luškan videospot. Ostanite z nami še v nadaljevanju. Eno tako jagersko, tako loviti sem začel, da še hujša sem pričel. Nisem jedel, nisem spal, ker načrte sem koval. Ujeti srno si želim, morda lisico ustrelim. Narisal sem si zemljevid, da ne bi videl, da sem zabit. Oblekel sem se prav lepo, da zljubi se z okolico. Se vendar jager sem, na preži dol stojim, večerjat si želim. Zaslišim šum nekje, da plen zame je. Že gledat hitim, pa soseda ulovim. Si zemljevid, da ne zgledo je zabit. Oblekel sem se prav lepo, da zljubi se z okolico. Nisem jedel, nisem spal, ker načrte sem koval. Ujeti srno si želim, morda lisico ustrelim. Zdaj grem v gozd zelena lov, se vendar jager sem. Na preži dol stojim, večerjat si želim. Zaslišim šum nekje, da plen zame je. Že gledat hitim, pa soseda ulovim. Zato pa jagra ne mogli, falim soseda, predrvi na srečo svojo sem na glas zavliskal si. Za koš je delež vsega, že nima vsaj mal srca, ne rabi znanja pameti, še ko ljubi za vse dni. Vsak mož je delež vsega, že nima vsaj mal srca, ne rabi znanja pameti, ženko ljubi za vse dni. Ženko ljubi za vse dni.
spraševala, če pismo je prišlo od njega, ki je rekel, da ljubijo zvesto. Vsak dan ji pošta reče, oj, dekle, pisma ni. Morda je že pozabil, kar je govoril ti. Je pošte pisance, ki sam ga je napisal, njem piše ljubim te. Nič več nekaj ne čaka na pismo dragega, zdaj nanj je pozabila, ker ljubi poštarja. Čaka na pismo dragega, zdaj nanj je pozabila, ker ljubi poštarja. Včasih srečam te po naključju le. Rad bi rekel saj besedo več kot dober dan. Čas bi vprašal te, saj kako ti gre, a korak usmeriš svoj drugam. Kje imaš, dekle, svoj vesel nasmeh, svoj ponos, pogum in tisti smili žar v očeh. Kakšna pot ale si prešla do zdaj, saj spoznati te ni moč sedaj. Ljubezni mi nisi dala, le koga si čakala, a jaz pa zvesto sem ljubil te, za tebe bi dal prav vse. Minila so dolga leta, mladosti že odcveta, a jaz pa našel sem drugo dekle, ki dala mi je srce. Srečam te po naključju le, rad bi rekel saj besedo več kot dober dan. Rad bi vprašal te, saj kako ti gre, a korak usmeriš svoj drugam. Ljubezni mi nisi dala, le koga si čakala, a jaz pa zvesto sem ljubil te, za tebe bi dal prav vse. Minila so dolga leta, mladosti že odcveta, a jaz pa našel sem drugo dekle, ki dala mi je srce. So dolga leta, mladosti že odcveta, a jaz pa našel sem drugo dekle, ki dala mi je srce. A jaz pa našel sem drugo dekle, ki dala mi je srce.
Ja, takole pa smo prikrmalili do konca oddaje. Preden pa se poslovimo, bom še par besed spregovorila z očetom tega ansambla, z gospodom Gotardom. Evo, mikrofonček je vaš. Jaz bi se vam najlepše rada zahvalila, da ste prišli k nam, da ste bili naši gostje v našem ETV studiu. Jaz upam, da ste se imeli pri nas lepo. No, imeli smo se prečudovito. Seveda za to prečudovito vzdušje je poskrbela tudi voditeljica, ki je verjetno večkrat kot mi tukaj, ne? Ja. Zato, ker z lepo žensko je še en čar več švekat, ne? Odlično. No, jaz sem vesela, da je temu tako. Kaj bi vi rekli, kakšne so vaše želje v prihodnje? Kakšni so vaši cilji? Imate kaj zapisano? Prej ste omenili pesmarico. Mogoče imate kako drugo beležko za vaše cilje, želje v bodoče? Imam, ja, vsako novo leto si kupim en tak koledarček, Planer, ja. planer, v tem ja. smislu, ja, in si kar redno zapisujem vse stvari. Kakšno kdaj tudi pozabim, pa se sorte pride, ampak če me, ne vem, vpraša za 5 let nazaj eno zadevo, pa če vse približno letnico povedati, bom jaz lahko tam najdel. Ampak dober, to je pač za mojo dušo, ali pa ne vem zakaj. Mogoče pa kdaj kakšno knjigo napisal, pok bom star, kako ne delati, da te bo lepše v življenju. Ne? In kaj piše za letošnje leto, za leto 2020 v tisti knjigici? Same lepe Pustimo zdaj stvari. 2 meseca. Pa ne, Pustimo se zdaj. kaj pa je bilo narobe? Je malo drugače. Ja. Tisti, ko niso vedeli, da imajo ženo, pa tista žena, ki ni vedela, da je mož obstaja, So zdaj so se spoznali, spet ja. poprijateljili, je rekel, Ali pa še in bolj Marija strige. pomagaj, sem spoznal, je rekel, da je moja žena čisto v redu, je rekel, bom ljubico kar pustil. Ja. No. In podobno, Ja, in ne, tako, podobno, tako. pa mal, vsi so čakajo, da bojo država, pa učitelji, pa ne vem, kdo otroke vzgajajo, ja, da so pa mogli tudi sami še kaj narediti pri otrocih in podobno. Jaz mislim, da je ta kriza dala več plusov, pa negative. Se strinjam z vami, vam moram dati tudi svoj ja, tako kot bi rekli pri komisiji. Hvala lepa še enkrat, da ste bili naši gostje. Zdaj vas pa prosim povabim, da se pridružite vašim Res? 3 otrokom. Ja, tako, Bo. ker ura teče, nič ne reče. Tako. Lahko noč, damice, gospodje, mi bomo pa zašpile 4 harmonikami, tako smo Odlično. začeli, nekdaj nekoč nazaj. Lahko noč. Hvala lepa, tako, ja, lahko noč pa tudi jaz vam voščim, dragi gledalci, drage gledalke. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in da ste večer preživeli v naši družbi. Z dobro domačo slovensko narodno zabavno glasbo se vračamo na male ekrane tudi prihodnjo sredo. S mano bodo ponovno novi glasbeni gostje, kateri bodo, naj ostane še zaenkrat skrivnost. Lepo se imejte, veliko se smejte, pa radi se imejte, a ja, pa še to, ostanite zdravi. Lahko noč.